delo. Ali je vlada danes obravnavala načrt, časovnico umika vojske iz Afganistana in kakšen je ta načrt? Da, to je vlada danes obravnavala. Preden odgovorim na vaše vprašanje, naj spomnim, da se je vlada že pred časom, sredi leta, mislim, da odločila, da prav na vsaki seji pod točko razno obravnava razmere v Afganistanu, zlasti stališča varnosti naših vojakov, pa seveda za stališča doseganja uspehov ali neuspehov koalicijskih sil pri prenosu državnih pristojnosti na afganistanske oblasti. To je, kot veste, tudi glavni kriterij, po katerem bo Slovenija, tako kot verjetno druge države v tako imenovanem tranzicijskem času, ocenila uspešnost misije. Mi bomo ta prvo inventuro storili prihodnje leto novembra. Mi bomo pred tem, ko bomo obravnavali dokončno strategijo, konzultirali odbor za zunanje zadeve. Zato tudi ni tukaj zunanjega ministra, čeprav sem dejal, da bi bilo morda dobro, če bi prišel na tiskovno konferenco in še pojasnil to strategijo. Menil je, da je prav, da se najprej z njo seznani odbor za zunanje zadeve, kolikor pa bom sam precenil, če bodo vprašanja, pa naj odgovorim. Torej, Slovenija bo prihodnje leto, novembra, ocenila, ali se napori koalicijskih sil, ki imajo mandat Organizacije Združenih narodov, izpolnjujejo. Če pa se ne izpolnjujejo, bo pričela z aktivnostmi, ki bodo na koncu končale z umikom slovenskih sil iz Afganistana, seveda skladno za dogovori z zavezniki, ker je to seveda skupen napor, da uredimo stvari tako, da se to področje nemira in nestabilnosti uredi. Takrat bo torej narejena inventura in potem naprej odločitve za naše sodelovanje do leta 2012 oziroma do leta 2014, ko naj bi se ta čas tranzicije tudi končal. Toda leta 2011 si bo slovenska vlada skupaj z odborom vzela to dolžnost, da oceni uspešnost misije. To je za nas eden od dveh glavnih kriterijev poleg varnosti vojakov, ali misija Združenih narodov dobro in uspešno opravlja nalogo, ki je bila zadana, in to je, da na koncu odgovornost za usodo Afganistana prevzame afganistanska oblast. Če kaj ni jasnega, glede tega bi rad, prosim. Torej, za zdaj ostaja Slovenija z vojsko prisotna v Afganistanu po zdajšnjem načrtu do 2014. Ne, leta 2011 bomo v državnem zboru, na odboru za zunanje zadeve, skupaj ocenili uspešnost misije zavezniških sil in uspešnost prenosa pristojnosti na afganistanske oblasti. Če bomo ugotovili, da se misija ne uresničuje v skladu s cilji, bomo skupaj z zavezniki začeli razpravo o umiku. Tako da pričakujem, da bomo prihodnjo zimo vedeli več glede tega vprašanja. Torej, oceno bo vlada naredila leta 2011, če novembra, če razumem. Prej ste omenili prihodnje leto. Ne, 2012. Jeseni 2012. To leto, pardon, se opravičujem, smo že v novem letu. Smo že v novem letu, zato je ta razlika. 12. To je tako hitro minevajo ti dnevi, da človek novembra letos, torej še enkrat, da ne bo nesporazumov. 12. Letošnje leto, novembra, bo vlada seznanila odbor za zunanje zadeve in verjetno tudi odbor za obrambo
z njeno oceno videnja uspešnosti misije koalicijskih sil. Ukolikor bo ocenila, da misija ne dosega rezultatov, bo pričela razgovor z zavezniki o verjetnem umiku iz Afganistana, zlasti, če bi zaradi neuspešnosti misije bili dodatno ogroženi tudi slovenski vojaki. V redu. Še kakšno vprašanje na temo Afganistana? Smo razčistili, to je, se opravičujem, čas teče tako hitro in tiskovne konference tudi, da. In leta preskakuje. Hvala za to opozorilo, da ne je bilo kaj.